In sedaj vabim dr. Katarino Kever za njen referat Pojav španske gripe v osrednjem slovenskem prostoru. Jaz bom poskušala špansko gripo umestiti v ta kontekst, ki ga je že moja predhodnica temeljito razložila. To se pravi zdravstva in zdravstvenih razmer med Prvo svetovno vojno. Zdravnik Josip Tičar je špansko gripo v knjigi Boj nalezljivim boleznim leta 1922 opisal kot, citiram, resno tovarišico azijatske kolere in kuge, ki sta tudi v vserazsežnih pohodih ogrožali najširše množice narodov. Pandemija španske gripe velja za eno od največjih katastrof v človeški zgodovini. Za to boleznjo je v obdobju 1918-1920 po vsem svetu zbolelo 500 milijonov ljudi in jih po zadnjih ocenah umrlo med 50 in 100 milijoni, oziroma od 3 do 5 odstotkov takratnega svetovnega prebivalstva. Tako ta pandemija velja za eno od najsmrtonosnejših v vsej človeški zgodovini. Bolezen se je skoraj povsod po svetu v manj kot leto dni razširila v 3 valovih. Na severni polobli so jo prvič zaznali spomladi in poleti 1918, drugi val bolezni je zajel ves svet jeseni tega leta, zadnji val pa je sledil spomladi 1919. Umiranje za špansko gripo je v drugem valu bolezni doseglo skoraj vse svetovno prebivalstvo in je po vsem svetu trajalo le 6 mesecev. Influenca se je ponekod obdržala oziroma se je vrnila leta 1920 kot možni 4. val, in sicer v nekaterih delih Skandinavije in na izoliranih otokih Južnega Atlantika. Čeprav se je pandemija španske gripe zgodila v začetku 20. stoletja, pa je ena od njenih pomembnih značilnosti ta, da je nemogoče ugotoviti število obolelih in umrlih. Znane so zgolj bolj ali manj zanesljive približne ocene. Če za nekatere predele sveta ni na voljo nikakršnih podatkov, kot so na primer afriške države in države Južne Amerike, pa za druga manjša nepovezana območja obstajajo določene ocene. V tem pogledu so izjema deli Zahodne Evrope, Severne Amerike in Avstralije. Vendar pa tudi ti podatki niso zanesljivi, saj influenca nikjer ni spadala med tiste nalezljive bolezni, katerih primere je bilo potrebno prijavljati. Tudi danes je še vedno tako. Tako tudi v Avstro-Ogrski ni bila na seznamu 17 nevarnih nalezljivih bolezni, ki jih je vseboval zakon o zabrambi in zatiranju prenosnih bolezni iz leta 1913. Pogosto je bila zgodnja faza bolezni tudi napačno diagnosticirana ali pa se je bolezen začela nepričakovano. Ljudje pa so umirali tudi zaradi sekundarnih komplikacij pri tej bolezni, najpogosteje zaradi pljučnice. V Evropi naj bi po teh grobih približnih ocenah za špansko gripo umrlo okrog 2 milijona ljudi. V Združenih državah Amerike 675 tisoč. Za Avstro-Ogrsko trenutno velja ocena, da naj bi za gripo umrlo okrog 260 tisoč civilistov. Vojaške žrtve bolezni zaenkrat še niso, število vojaških žrtev zaenkrat še ni znano. Leta 1918 je o povzročitelju gripe prevladovalo mnenje, da gre za tako imenovane Pfeifferjeve bacile oziroma bakterije. Virusi kot povzročitelji nalezljivih bolezni takrat še niso bili odkriti, saj z navadnim mikroskopom niso bili vidni. Virusi postanejo vidni namreč šele z iznajdbo elektronskega mikroskopa v 30 letih 20. stoletja. Nov zagon pa je raziskovanje pandemije dobilo predvsem z novimi medicinskimi odkritji o patologiji španske gripe. Leta 2005 je namreč znanstvenikom uspelo rekonstruirati virus A
H1N1 iz pljuč ohranjenega trupla žrtve z Aljaske iz leta 1918. To se verjetno še vsi spomnimo, da se je ta tip virusa, to se pravi iz iste družine, širil tudi med tako imenovano prašičjo gripo leta 2009 in povzročil kar nekaj panike. Avstrijski zdravnik dr. Harald Heli je v delu Volksgesundheit im Krieg, ki je šlo leta 1926, zapisal, da so bili smrtni primeri med epidemijo gripe v tesni povezavi z vojno samo, saj so bili takrat ljudje slabše odporni proti bolezni in so za gripo umirali bistveno pogosteje, kot bi sicer. Ugotavlja, da so bile posledice epidemije gripe leta 18 še posebej težke, saj so bili najbolj prizadeti ljudje v najboljših letih, oziroma pripadniki starostnih skupin mlajših odraslih, ki so predstavljali najvitalnejši del populacije. Vendar pa, kot ugotavlja trenutno že kar nekaj časa glavna avtoriteta za preučevanje španske gripe, Howard Phillips, sicer profesor na univerzi v Cape Townu, strokovnjake za prvo svetovno vojno španska gripa ni zanimala kar 80 let, čeprav sta obe tematiki nedvomno močno prepleteni. Razmerje med veliko vojno in veliko influenco so v 70 letih prejšnjega stoletja tako prvi začeli preučevati družboslovci in raziskovalci z področja zgodovine medicine. Raziskovanje španske gripe je v Evropi različno težavno iz več razlogov. Pandemija je praviloma bolje raziskana v državah, ki niso bile vpletene v prvo svetovno vojno, oziroma se vojna ni dogajala na njihovih tleh. Takšne države so bile poleg ZDA, na primer tudi Norveška, Švedska, Irska in Švica. Slednje imajo zato bolje ohranjeno arhivsko gradivo in posledično že daljšo tradicijo raziskovanja te teme. Nasprotno pa je epidemija slabše raziskana v državah, ki so po koncu prve svetovne vojne razpadle, kot se je to zgodilo v Avstro-Ogrski, Rusiji in do neke mere Nemčiji. V teh državah administrativni aparat konec prve svetovne vojne bodisi ni več deloval, bodisi je deloval pomanjkljivo. Posledično se tudi zdravstveni podatki niso več zbirali ali pa se arhivi niso ohranili. Tudi za naš prostor je značilno, da epidemija španske gripe v slovenskem zgodovinskem spominu živi kot ena od najsmrtonosnejših. Pa smo do nedavna imeli na voljo le en resen poskus ugotoviti pojavnost gripe, in sicer je to naredila v svoji diplomski nalogi Nina Kalčič za mesto Ljubljana leta 2001 na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vseeno to v primerjavi z pojavnostjo raziskav španske gripe v avstrijskem zgodovinopisu niti ni tako slabo, kajti Avstrijci so prvo diplomo na to temo dobili leta 2010. 2 leti kasneje je šel članek Kaum ein Haus in dem nicht kranke lagen, iz Spanische Gripe in der Steiermark, v katerem avtor Thomas Hölzer ugotavlja, da je španska gripa v avstrijskem zgodovinopisju bel nepopisan list. Najpomembnejši vzrok, ki zamegljuje pogled na množično obolevanje za gripo na slovenskem ozemlju, so gotovo zapletene geopolitične razmere v zadnjih 3 mesecih leta 1918. Epidemija je izbruhnila še v vojnih razmerah ob samem koncu vojne med septembrom in decembrom 1918, ko je hkrati prišlo, kot vsi vemo, do razpada Avstro-Ogrska in najprej nastanka države SHS in nato 1. decembra še kraljevine Srbo-Hrvatov in Slovencev. Pogled na epidemijo španske gripe pa zastirajo tudi večplastne socialne posledice 4-letne vojne, ki je slovensko območje še posebej močno prizadela zaradi vzpostavljene oziroma zaradi obstoja Soške fronte. Prebivalstvo v slovenskem zaledju te fronte je med vojno in po njej trpelo zaradi splošnega pomanjkanja in številnih človeških izgub. Del slovenskega prebivalstva je bil izseljen v območje ob fronti. Pogled na epidemijo prekrivajo tudi okoliščine, kot je vračanje Avstro-Ogrske vojske čez slovensko ozemlje v prvi polovici novembra,
in drugi premiki prebivalstva ob samem koncu vojne. Na množičnost obolevanja so gotovo pomembno vplivale težke socialne razmere v drugi polovici leta 1918 in izčrpanost tako vojakov kot tudi civilnega prebivalstva, saj že med vojno in še posebej proti njenemu koncu postalo pereče predvsem vsesplošno pomanjkanje hrane. Da je španska gripa močno prizadela tudi prebivalstvo v slovenskih deželah, pa je zelo razvidno v množičnih zapisih umrlih v mrliških knjigah slovenskih župnin. Različni sočasni viri, kot so časopisi, šolske kronike, župnijske kronike, spomini in dnevniki iz časa prve vojne, razkrivajo veliko razsežnost obolevanja za to boleznijo in pogosto smrtnost med obolelimi. Spomin nanjo je še danes živ tudi v družinskem spominu številnih družin, ko so sorodniki zbolevali in umirali med epidemijo španske. Nenaden začetek bolezni in njena uničujoča moč sta bili za ljudi nenavadna. Influenca je namreč do takrat povsod po svetu veljala za nenevarno nalezljivo bolezen. Tudi leta 18 ljudje za to špansko gripo dojemali kot neobičajnega krivca za smrt sorodnikov, sosedov, znancev. Iz spominov danes že omenjenega, mislim, da je bila prikazana tudi slika zdravnika Antona Breclja, ki je bil edini civilni zdravnik v goriškem kraju in ki je tudi sam zbolel za influenco, lahko razberemo takratno dogajanje. Citiram. Kakor gozdni požar v viharju se je razširila hripa po mestu in okolici. Obolevali so ljudje kar vsi vprek, umirali pa večinoma mladeniči in mladenke, oziroma mlade žene kar na kupe, največkrat radi vnetja možganov ali možganskih mrenk. Kakor da se je peklu zaklelo, da mora pokončati vse, čemur je dotlej prizanesla vojska. Mlade žene s kupicami nedoraslih otrok brez očeta so legale v grob. Čvrste mladenke, ki so nadomeščale v vojni pobite ali bog ve kje ujete brate in očete, so zapuščale rodne domove brez pomoči. Bili smo že vajeni raznih grozot zadnjih let, a tista kuga nam je sekala še posebno krute iz teleče rane. Konec citata. Zdravstveni statistični podatki, ki bi pričali o obolevnosti in umrljivosti ljudi za špansko gripo, torej tudi za slovenske dežele, niso znani. Značilnost ohranjenega arhivskega gradiva kaže po eni strani malo številnost podatkov upravno-politične narave v deželni in državni upravi in poplavo podatkov v bolj množičnih medijih, kot so že omenjene mrliške knjige, časopisje, šolske kronike ter dnevniki in spomini iz časa prve vojne. Pojav in umrljivost za špansko gripo lahko zato preučujemo le na osnovi podatkov iz mrliških knjig za manjša območja ali posamezna mesta. Na tak način smo to bolezen raziskovali v slovensko-hrvaškem bilateralnem projektu z naslovom Razsežnost in posledice epidemije španske gripe v koncu prve svetovne vojne na Kranjskem in v Istri v letih 2016-2017, kjer smo na podlagi podatkov iz mrliških knjig analizirali mesta Ljubljano, Koper, Pulj in Pazin. V projektu smo sodelovali raziskovalci z RCSZU, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru in pa sveučilišča Jurija Dobrile v Pulju. Te naše izsledke smo potem tudi predstavili na European Social Science History konferenci v Belfastu aprila letos. Naj predstavim torej nekaj ugotovitev o španski gripi v Ljubljani. Pa mogoče, če še prej, mislim, da nekega komentarja k temu grafu ni potrebe, tu se pač jasno vidi skokovito povečano umiranje oktobra 2018 v primerjavi z leti prve vojne in leto potem. V Ljubljani je prvi val bolezni julija 1918 ljudi še ni vznemiril. V drugem valu širjenja med septembrom in decembrom pa je influenca terjala smrtni davek tudi med prebivalstvom Ljubljane. Rezultati analize mrliških knjig 11 ljubljanskih mestnih in primestnih župnin in mrliške knjige Ljubljanske deželne bolnišnice kažejo,
da je za gripo v mestu z bližnjo okolico umrlo 414 ljudi. Največ žrtev je bilo med mladimi odraslimi in otroki. Za gripo je umrlo več žensk kot moških. Dejstvo, da je zbolelo več žensk, mestni zdravnik Otmar Krajec pripisuje predvsem strežbi bolnih in skrbi za družinsko prehrano, ko so bile predvsem ženske prisiljene hoditi med ljudi po opravkih in čakati v vrstah na hrano pri aprovizacijah. Bil je mnenja, da se javno zdravstveno, uradoma, kot se je izrazil, pri tej bolezni ne da doseči nič. Svetoval je ljudem, da se pomagajo z osebno higieno, kar je vključevalo večkratno pribiranje na dan, strogo telesno higieno in higieno v stanovanjih, predvsem zračenje stanovanj, in s tem, da ne obiskujejo bolnikov in se izogibajo kašljajočih ljudi. Ena od najbolj prizadetih skupin prebivalstva v Ljubljani pa so bili tako kot tudi drugod po svetu šolarji. Množično obolevanje učencev in učiteljev v ljubljanskih šolah kaže na veliko siceršno razširjenost te bolezni v mestu. Delež učencev, ki so v začetku oktobra zaradi bolezni manjkali pri pouku, je bil v posameznih ljubljanskih šolah med 16 in 75% vseh šolarjev. V prvih dneh oktobra je bilo v ljubljanskih ljudskih šolah za gripo bolnih 1252 učencev, kar predstavlja skoraj 30% vseh šolarjev. S šolskimi otroki je bil povezan tudi edini javnozdravstveni ukrep v Ljubljani in drugod na Kranjskem, ko so zaradi epidemije vse šole v začetku oktobra zaprli en mesec. Zdravniki so v Ljubljani močno nalezljivost gripe, torej najprej opazili prav med šolskimi otroci. Neko zanimivost povem še to, da so te prisilne šolske počitnice so se začele, da so otroci ob začetku teh počitnic zapustili šolske razrede Avstro-Ogrske države in ko so se vrnili nazaj, so vstopili v šolo nove slovanske države. Kar se krasno vidi iz šolskih kronik, ta nenadna sprememba v roku enega meseca. Umiranje za gripo se je v mestu začelo v drugi polovici septembra in je bilo tako kot drugod po Evropi najmočnejše v oktobru. Največ ljudi je umrlo med 10. in 16. oktobrom in sicer kar 112. V posameznih dneh pa 14. in 15. oktobra največ 22 dnevno. Izjemen porast vseh umrlih v oktobru 1918 je razviden na grafu 1. V mestu pa so na podlagi mrliških knjig razvidne zgostitve umrlih in sicer na Streliški ulici, kjer je bila mestna otroška bolnica, tu je za gripo umrlo 7 otrok, v Polju, kjer je v deželni psihiatrični bolnici za gripo umrlo 13 pacientov in nenazadnje v deželni bolnišnici na Zaloški cesti, kjer je za gripo umrlo 73 bolnikov. Naj zaključim. Španska gripa je v senci velike vojne, če uporabim izraz hrvaškega zgodovinarja Nikole Anušiča, v svojem drugem valu širjenja prizadela tudi prebivalstvo v srednjeslovenskem prostoru. V odvojne izčrpani Ljubljani, kjer je močno primanjkovalo hrane, je v pandemiji med septembrom in decembrom 1918 umrlo, kot rečeno, 414 ljudi. Ob odsotnosti zdravstvene statistike, ki zaradi specifike bolezni in razpada Avstro-Ogrske ni bila zbrana, smo analizirali ljubljanske mrliške knjige. Analiza torej kaže, da struktura umrlih med pandemijo v glavnih značilnostih ne odstopa od rezultatov podobnih raziskav v zahodnem zgodovinopisju. Tudi tu so umirali predvsem mladi odrasli in otroci. Ljubljansko okolje je, podobno kot hrvaško, posebno le v tem, da je med umrlimi za gripo nekoliko več žensk kot moških. Redki ohranjeni upravno-zdravstveni dokumenti pričajo o množičnem obolevanju mestnega prebivalstva in v primerjavi z bližnjimi, večjimi avstro-ogrskimi mesti o nezadostnih ukrepih tako ljubljanske mestne oblasti kot tudi dežele same. Epidemija razkriva tudi nemoč mestnega in deželnega zdravstva, predvsem pomanjkanje zdravnikov.
Z viri, ki so nam bili na razpolago, smo lahko le delno odgovorili na nekaj vprašanj o obstoju in širjenju te bolezni v Ljubljani. Ti odgovori pa sprožajo nova, kompleksnejša vprašanja, kot so na primer vpliv socialnih razlik na umiranje za gripo ali kako je gripa vplivala na zdravje tistih ljudi, ki so jo preboleli. Tovrstna vprašanja zahtevajo nove pristope in drugačen način razmišljanja pri analizi že znanih in novih virov ter terjajo predvsem interdisciplinarnost v raziskovanju. Hvala.